Tako, lepo pozdravljeni v Trubarjevi hiši literature na predstavitvi znanstvene monografije Migracijska politika Evropske unije, nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju. Za sam začetek bom opravičil povezovalko Jasno Podreka, ki bi morala priti, vendar je vreme zagodlo prihod v Ljubljano. Tako da bosta o knjigi spregovorili kar avtorica knjige, dr. Tjaša Učakar in pa dobra poznavalka obravnavanja tematike, dr. Mojca Pajnik. Pozdravljeni. Tako, Tjaša Učakar je raziskovalka na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z migracijskimi študijami mej. Njen raziskovalni interes pa zajema še vprašanja članstva, državljanstva in tujosti, ki jih obravnava s konceptualnim aparatom kritične teorije. Leta 2010 je diplomirala iz sociologije in geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in za svoje diplomsko delo Izbris ali prenos, boj za interpretacijo izbrisenih prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Leta 2016 je na isti instituciji doktorirala iz sociologije kulture z nalogo perspektive in migracije v Evropski uniji. Sociološka rekonceptualizacija članstva in pripadanja. Že v začetku doktorskega študija je delala kot raziskovalka na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je zaposlena še danes. Dr. Mojca Pajnik je znanstvena svetnica na Mirovnem inštitutu in predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je leta 2005 z področja komunikologije na Ljubljanski univerzi, objavila je več zbornikov in knjig. Je avtorica številnih člankov in poglavij v knjigah o državljanstvu, režimni migraciji, spolni neenakosti, rasizmu, alternativnih medijih. Deluje kot članica uredništva Etničke in migracijske teme, Journal of Alternative and Community Media in pa družboslovne razprave. Tako, prosim, kar k pogovoru o predstavitvi knjige. Hvala. Hvala vsem, ki ste se udeležili tega dogodka, čeprav so zelo težke vremenske razmere danes. Malo zgodna ura, ampak bomo nekako izpeljali tudi sami pač izpeljali ta dogodek, pa verjamem, da bo čisto super se šlo. Se pravi, mogoče najprej na začetku pojasnim, zakaj sploh ta knjiga, kako je nastala, odkemu interes za to tematiko. V bistvu gre za predelavo mojega doktorskega dela, ki sem ga opravila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za sociologijo pod mentorstvom dr. Ksenije Vidmar-Horvat. Lansko leto sem zagovarjala to nalogo in potem pač predelano objavljala disertacijo še v tej knjigi. Zdaj, odkje pa je pač prišel moj interes za to tematiko? V bistvu izhaja primarno iz neke frustracije, ki se je vlekla leta in leta, tako kot verjetno tudi pri vas, če vas ta tematika zanima. Ko gledamo poročila in vsake toliko časa na 2-3 mesece, pač pol leta kaj takega, pride ponovno neka novica o smrti migrantov v Sredozemskem morju ali pa na kakšni drugi evropski meji. Takrat je pol to 2 dni v medijih kot neka velika tragedija, vsem se nam trga srce. In na drugi strani pač vedno zraven potem nastopijo neki politiki, ki se čudijo vsakič znova te situacije, kako je pa to možno, pa se imamo take in take ukrepe, pa tukaj smo le Evropska unija, pa ne bi varovali neke vrednote, pa seveda bomo naredili vse, da se to ne bo ponovilo in potem čez 3 mesece. Spet isto, spet isti diskurzi, ista vprašanja, isto začudenje in tako naprej. In zato sem se odločila, da pač malo raziščem, kako je to možno, kako prihaja do pač te dvojnosti, kako lahko Evropska unija pač na eni strani zapisuje svoje politike do migracije, ki morajo vsaj na papirju pač zagotavljati neko sliko Evropske unije kot neke unije vrednot, se pravi neke normativne okvirje, ki naj bi nas pač povezovali. Na drugi strani
pa omogoča pač neke toliko represivne ukrepe na terenu, ki smo jim pač priča skozi medije in v zadnjem času vedno bolj. Se pravi, ker jasno mi je bilo, da pač take institucije, kot so pač znotraj Evropske unije, ne bojo sproducirale dokumentov, kjer bi, ne vem, odkrito pisalo, ki te pa te, take pa take represivne ukrepe bomo sprejeli, zaprli bomo meje, to pa to se bo zgodilo. Se pravi, morajo te ukrepi biti zapisani nekako ali pa omogočeni na nek veliko bolj mehak način, z nekimi triki, terminološkimi in tako naprej. In to sem se dejansko pač odločila raziskati v tej moji raziskavi. Se pravi, naredila sem analizo pač nekih temeljnih dokumentov Evropske unije, in sicer 11 dokumentov med leti 1989 in 2015. Zanimalo me je pa predvsem, pač, kako se spreminjajo diskurzi evropske politike do migracij, kateri so glavni termini, ki se pojavljajo v teh politikah, katere so glavne razlagalne teme, ki so povezane z migracijami v teh politikah, kako se spreminjajo, se dodajo kakšne nove, kako se spreminjajo stare in tako naprej, kakšni termini novi se pojavljajo, ali kakšni izginjajo, ali se samo spreminjajo, umikajo kakšnim drugim in tako naprej. Potem, kakšne so vrednote, ki se kažejo skozi te dokumente in kakšna je hierarhija med njimi in ali se te vrednote spreminjajo, ali se spreminja pač hierarhija med določenimi vrednotami, da je ena bolj pomembna od druge. In končno pač, kje so točke, ki omogočajo prav ta navzkrižja med to neko retoriko človekovih pravic, humanitarnosti, liberalnosti in dejanskimi ukrepi na terenu, ki so pač vedno bolj represivni. Zdaj, knjiga je strukturirana v bistvu v dva dela. V prvem delu je na začetku najprej kratek pregled zgodovinski nastanka evropske politike do migracij, potem je krajša analiza ključnih značilnosti migracijske politike Evropske unije, medtem ko drugi del je pa analiza teh ključnih dokumentov, najprej analiza vsakega dokumenta posebej, potem pa še analiza razvoja teh tematskih poudarkov, terminoloških poudarkov in tako naprej. Na začetku bi čisto na hitro pač predstavila samo neke ključne značilnosti migracijske politike Evropske unije. Več o tem bomo mogoče še bolj v diskusiji ali pa tudi Mojca kasneje. Zdaj, Evropska unija, ključno je, da Evropska unija pač migracije dojema izrazito ozko. Čeprav gre za zelo heterogen in kompleksen družben pojav, Evropska unija v bistvu migracijo opredeljuje kot problem. Migracija je problem, ki ga je treba rešiti in ki se ga na eni strani da rešiti. In pač to politiko bi lahko opredelili v bistvu kot anti-imigracijsko, zato ker dejansko temelji na ukrepih, ki so usmerjeni k zajezitvi in preprečevanju pač priseljevanja. Zdaj, s tem je povezano to, da so migracije pač umeščene resorsko v področje notranjih zadev in varnostnih vprašanj, se pravi, se z migracijami več ali manj ukvarjajo pač strokovnjaki za varnostna vprašanja notranje zadeve in pač skozi to prizmo dobivamo sliko, prihaja v javnost pač slika, kaj so migracije in kako se z njimi ukvarjati. In največji dosežki Evropske unije na tem področju so pač vzpostavitev šengenskega območja kot nekega prostega pretoka znotraj Evropske unije in okrepljenih zunanjih mej, in pa agencija Frontex, ki je ta slavna agencija, ki naj bi pač varovala naše zunanje meje in jih varovala. Zdaj, vprašanja migracije so vedno tesno prepletena z vprašanji mej in dejansko je ta mejna politika edina evropska politika na področju migracij, ki je dejansko skupna. Zato ker recimo šengensko območje je vzpostavilo zunanjo mejo Evropske unije, ki je visoko tehnologizirana in opremljena z vso najnovejšo informacijsko tehnologijo.
in se je prostorsko tudi preselila že daleč onkraj od samega ozemlja Evropske unije, prek raznih sporazumov s tretjimi državami, kjer pač Evropska unija nudi neko partnersko pomoč tretjim državam v zameno za to, da ne bi te države pač obdržale nevarnost nezakonitih priseljencev pač znotraj svojih meja. S tem se dejansko meja Evropske unije ne prestavlja navzven. Zdaj, kombinacija vseh teh značilnosti evropske migracijske politike proizvaja neke specifične učinke za priseljence in njihov status pač v evropskih družbah. Pri tem gre predvsem za ilegalizacijo in kriminalizacijo migrantov, ki so večinoma pač dojeti kot neki potencialni izvrševalci nekih kriminalnih dejanj, neka nevarnost, nekaj ilegalnega, nekdo, osebe, ki že a priori kršijo zakone, zato ker so pač prestopile neko mejo na eni točki, ki je mogoče ne bi smele, kar pač vodi v njihov izrazit marginalen položaj v družbi. Pri tem je pomemben, da tudi sistemi, ki so pač v prvi vrsti namenjeni sprejemanju priseljencev, na primer integracija, trgi dela, azilne, vizumske politike in tako naprej, postajajo vedno bolj restriktivne in se zapirajo in dejansko ožijo prostor nekih zakonitih možnosti vstopa v Evropsko unijo, kar pač na drugi strani odpira na široko vrata pač neki nezakoniti migraciji. Kar pa pač priseljence same pelje v nek začaran krog ilegalizacije, marginalizacije, nekaj te statusi so pogosto povezani, status zaposlitve, dovoljenja za bivanje in tako naprej, če zgubijo eno, zgubijo drugo in so v bistvu ujeti v nek začaran krog, iz katerega je res težko izstopiti. In zdaj mene je zanimalo pač, kako so vse te značilnosti dejansko zapisane v Evropske uniji, da bi pač ugotovila, kako jih lahko naprej prepoznavamo. Zdaj, kot rečeno, sem analizirala 11 dokumentov med leti 1989 in 2015. Gre za te ključne, široke in vrednotno usmerjene nekak dokumente Evropske unije, nisem analizirala posameznih izvedbenih direktiv ali pa zakonskih aktov posameznih držav članic, ampak te velike dokumente, kot so Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba, potem Schengenski sporazum, potem sklepe vrhov Evropskega sveta iz Tampereja, Haga in Stockholma, ki so za neko desetletje pač postavljali neke ključne usmeritve migracijske politike, potem politiko Evropske komisije z naslovom Globalni pristop k migracijam in mobilnosti, ki je vpeljala to neko zunanjo dimenzijo in pa Evropsko agendo o migracijah in Evropsko agendo o varnosti, ki sta nastali leta 2015 kot odziv na to povečano imigracijo zaradi posledic vojn na Bližnjem vzhodu. Kaj sem z analizo ugotovila? Ugotovila sem, da je v bistvu na eni strani razviden pač nek razvoj teh migracijskih politik, v smislu tega, da se širijo tematska polja in terminologija, ki je povezana z pač migracijskimi vprašanji. In čeprav se mogoče kaže na prvi pogled, da gre za nek premik v neko liberalnejšo smer, vsaj pač na papirju in v politikah, se izkaže, da se to še ne pomeni, da se dejanska migracijska politika pa na terenu blaži ali pa da so ukrepi kaj manj represivni. Poleg tega je pomembno, da se ne spreminja osnovna predpostavka o migracijah kot o nekem ogrožujočem pojavu. Kar potem, to je pač podmena vseh politik in vseh dokumentov, iz tega potem izhajajo vsi ukrepi in to potem narekuje pač primat vrednot varnosti in zaščite. Z analizo sem identificirala 8 ključnih diskurzivnih premikov, kot sem jih poimenovala, ki spreminjajo pač način artikulacije te migracijske politike, na katere se mi zdi, da moramo biti pozorni pri tem, ko pač beremo te dokumente ali pa poslušamo pač neke politične diskurze.
Zdaj, prvi ta premik je premik od nadzora k upravljanju, kar pomeni, da se v bistvu znotraj dokumentov migracijske politike vedno bolj opušča beseda nadzor, ki jo zamenjuje pač beseda upravljanje. Zdaj, na eni strani se s tem kaže, da so pač te nadzorni vidiki migracijske politike pač manj izpostavljeni, ker upravljanje je vse nekak širši pojem, ampak izkaže se, da tudi da se v bistvu spremenijo bolj kot ne samo naslovi. Se pravi, tudi če je pod naslovom upravljanje migracij, še vedno so konkretni ukrepi, ki jih potem pač dokumenti navajajo, naprimer preprečevanje nezakonite migracije, preprečevanje čezmejnega kriminala, preprečevanje zlorab sistema, dosledna politika vračanja in tako naprej. Se pravi, tudi če se pač beseda ena spremeni in kaže navzven, da dejansko gre za neko bolj liberalno usmeritev, ta omiljena pač represivnost v diskurzu še ne pomeni, da so dejanski ukrepi, ki jih predvideva, tudi kaj manj represivni. Hkrati pa pač beseda upravljanje kaže pač migracije kot neko zelo tehnično vprašanje. Se pravi, ne prikazuje migracij kot nekih pojava, ki za sabo potegne pač različne življenjske zgodbe, različne situacije, različne vzroke, posledice pač migracij in tako naprej, ampak vzpostavlja migracijo kot neko pač zgolj tehnično vprašanje, v okviru katerih so pa jo dopolnjujejo termini, kot so naprimer analize poti, migracijski profili, ocene tveganj, se pravi nekaj zelo tehničnega, ko bomo enkrat to spravili v predalčke, zanalizirali, te profile vzpostavili, pa to bo pa vse v redu, pri tem, da pač se ne izpostavlja, da gre tukaj za neke pač osebne zgodbe zadaj in da se vsem, da govorimo o ljudeh, ne pa zgolj o nekih tehnikarijah. Naslednji premik je premik od grožnje k priložnostim. To se je začelo dogajati v koncu 90-ih let v teh dokumentih, se je pač poleg te ogroženosti, ki naj bi migracije predstavljale, začela vzpostavljati tudi tematika priložnosti, ki naj bi migracije predstavljale za trge dela v Evropski uniji. In te priložnosti so dejansko skozi vse dokumente od takrat dalje pač razumljene predvsem v ekonomskem smislu koristnosti za trga dela. Se pravi, koristnost nikoli ni opredeljena kot koristnost mogoče za migrante, ampak vedno pač kot korist za trge dela v Evropski uniji. Ta termin koristi dopolnjujejo še drugi termini, naprimer spodbujanje gospodarstva, migracijska delovna sila, potrebe trga dela, gospodarski razvoj, konkurenčnost, gospodarska vitalnost, ponudba in povpraševanje, uspešnost Evropske unije, se pravi neki termini, ki so tudi nasplošno pač dosti razširjeni in kažejo na vpeljevanje tega ekonomističnega, tržnega diskurza v polje tudi migracijskih politik. Kar je pomembno je, da se na ta način prek tega premika v bistvu gospodarski subjekti začnejo vzpostavljati kot ključni narekovalci migracijskih politik. Se pravi, gospodarski subjekti, ne več države, ne bi bili tisti, ki povejo toliko pa toliko delovne sile, rabimo za to pa to, in na podlagi tega ne bi potem države prilagodile svoje ukrepe in neko politiko sprejemanja priseljencev. Ima pa ta premik še eno posledico. Namreč s tem, kar sem že prej rekla, da se vsi te mehanizmi oziroma možnosti dejansko zakonitega vstopa v Evropsko unijo manjšajo, se na drugi strani pač vedno ostajajo neke nezakonite migracije, ki pač ljudem, ki bežijo pred nekim preganjanjem, vojno in čim drugim, bojo pač še vedno prihajali in še vedno prihajajo, tudi če pač ni zakonitih poti. In prihajajo na nezakonit način. In s tem, ko se pač migracije začnejo dojemati kot pač nekaj koristnega, je v dokumentih vedno zapisano tako, da pač seveda bojo migracije koristne za gospodarstvo, ampak pri tem moramo pa nujno paziti, da jih ne bodo ogrožale nezakonite migracije, ker bo pa to ne samo slabo za družbo, ampak bo še slabo za gospodarstvo, ker bo pa še razrast sive ekonomije in tako naprej. Se pravi, v bistvu nezakonite migracije s tem dobijo še eno novo razsežnost, koliko velik problem ne bi dejansko predstavljali.
Potem se zgodi premik od nezakonitosti k migracijam in mobilnosti. S tem hočem povedati, da v bistvu v začetku so dokumenti veliko pisali o nezakoniti migraciji, ilegalnem priseljevanju in tako naprej. In je takrat že veliko pač tudi strokovnjakov in znanstvene javnosti opozarjalo na pač neprimernost uporabe takih terminov. In to se danes vedno bolj spreminja, sploh z vpeljevanjem pojma mobilnost. Danes veliko dokumentov pač govori o vedno v kombinaciji pač mobilnosti in migracije, pri čemer mobilnost pomeni tisto zaželeno mobilnost. Mobilni so turisti, mobilni smo mi, študenti, raziskovalci, mobilni so pač poslovneži, medtem ko mobilnost nikoli ne vključuje beguncev, ne vključuje nezakonitih migrantov. Se pravi, ko se začne uporabljati ta par mobilnost migracije, je mobilnost vedno rezervirana za to zaželeno migracijo, medtem ko sam pojem migracije ostane dejansko označevalec te nezaželene migracije. V bistvu dokumentom danes, če uporabijo oba pojma skupaj, mobilnost in migracije, ni več treba niti pisati o nezaželeni, nedovoljeni, nezakoniti migraciji in tako naprej, ker če sam pojem migracije napram mobilnosti nosi izključno ta negativen pomen. S tem je povezan tudi premik od preprečevanja migracij k omogočanju mobilnosti, ki daje vtis, da so na eni strani vedno bolj pomembni pač te ukrepi za zakonito migracijo, bolj pomembni kot na primer ukrepi za preprečevanje migracije. To se vidi tako, da v dokumentih se je spremenil vrstni red poglavij, da so bila na začetku v 90-ih so bili vedno prva poglavja namenjena pač zagotavljanju varnosti, zaščite in tako naprej, krepitvi mej in šele potem neke koristi migracije oziroma omogočanje nekih zakonitih poti migracije, medtem ko je danes vrstni red obrnen in se vedno bolj izpostavlja na začetku dokumentov te pozitivne aspekte migracij, medtem ko so te negativni ukrepi postavljeni bolj na konec. Poleg tega je pomembno, da so ukrepi preprečevanja, ki so večinoma vezani pač na te mejne režime, mejni nadzor v domeni Evropske unije, se pravi agencije Evropske unije, kot so Frontex in teh mehanizmov, teh sistemov nadzora, elektronskih in tako naprej, medtem ko ukrepi omogočanja migracij ostajajo predvsem projektni in pač v domeni držav članic. Evropska unija nima neke skupne politike, integracije in omogočanja migracij, ampak je to razumljeno, da je to v domeni držav članic. Predvsem se ta omogočanje mobilnosti izpostavlja pri teh partnerskih sporazumih s tretjimi državami, ki so tudi eden od ukrepov pač migracijske politike, kjer se navaja neke konkretne mehanizme izvajanja, ampak to so spet zgolj neki projekti, ki naj bi omogočali tu pa tam neko migracijo, ne gre pa v bistvu za nobeno sistemsko rešitev. Naslednji premik je premik od notranjih k zunanjim zadevam. Pri tem gre za to, da so bile včasih pač migracije primarno v domeni pač resorjev za notranje zadeve, v tem, ko v zadnjem času postavljajo pač vedno bolj pomembne tudi v okviru Ministrstva za zunanje zadeve, predvsem prek te eksternalizacije upravljanja z migracijo, se pravi teh sporazumov, ki jih Evropska unija oziroma njene članice sklepajo z državami izvora in tranzita. Se pravi, ta premik fokusa na te zunanje zadeve, na te tretje države, daje vtis na eni strani, da postajajo pač ti restriktivni mejni nadzori in notranja varnost Evropske unije manj pomembni in da se nekako ti restriktivni vidiki umikajo progresivnim. Uporabljeni so na primer termini, kot so krepitev zmogljivosti, partnerstva za mobilnost, platforme sodelovanja, dialogi o migracijah in podobno, ki pač nakazujejo neko večjo odprtost in sodelovanje s tretjimi državami,
ampak pomembno je, da vsi te dialogi in platforme in partnerstva temeljijo izključno na zmožnosti tretje države, da omeji nezakonito migracijo v Evropsko unijo. Se pravi, pod vsemi temi lepimi in pozitivnimi termini o sodelovanju in nekih platformah, dialogih in tako, je v bistvu glavni ukrep vseh teh pač terminov, glavni ukrep, ki iz tega sledi, je pa dejansko pač pomoč tretjim državam v zameno za to, da uspejo pač omejiti nezakonito migracijo v Evropsko unijo. Hkrati je pomembno, da se, ko je to zapisano v dokumentih, je vedno zapisano na način, da se predstavlja odgovornost na tretje države. Se pravi, Evropska unija je predstavljena kot nek akter humanitarnosti, ki bo seveda pomagala tretjim državam, da se soočijo s tem svojim problemom preseljevanja, izseljevanja in tako naprej, ne pa, da je to v bistvu primarni interes Evropske unije, da te države pač tam namesto nje zadržijo pač nekaj ljudi, ki bi drugače prišli na njene meje. Naslednji pomemben premik je povezan predvsem z azilno politiko in gre od tega, da je bila včasih azil je bil včasih pač razumljen primarno kot neka mednarodna obveznost ljudi, mednarodna obveznost do ljudi pred begom. Medtem ko je danes pač azil razumljen kot neka dobronamerna pomoč, ki jo države nudijo nekaterim pač osebam na begu, ampak ta pomoč je pa lahko zlorabljena, zato so pač potrebni mehanizmi, da te zlorabe preprečimo. Se pravi, v bistvu se na polju azilne politike dogaja nek premik od te odgovornosti do zagotavljanja mednarodne zaščite, kot je pač primarno bilo, k nekemu preprečevanju zlorab, ki naj bi avtomatsko pač prišle s tem, da pač omogočamo neko mednarodno zaščito. To je podprto z nekimi novimi termini, med pomembnejšimi je na primer termin mešani tokovi, ki se zelo izpostavlja v zadnjem času, ki pač hoče na nek način povedati, da pač prihajajo nekateri begunci, se pravi, ki bežijo pred vojno in njim naj bi bili po mednarodnih standardih pač primorani nuditi pomoč, ampak vedno poudarjajo, ne prihajajo pa samo te, ampak tudi neki ekonomski migranti, ki pa ne bežijo, mogoče pred vojno, zdaj vprašanje, kdo določi, kaj je res vojna, pa kje je vojna, pa tako. Ampak sam ta termin mešani tokovi že vzpostavlja pač neko to, spet nek strah, niso sam čisto pravi tukaj, ki bi jim res mogli pomagati, ampak prihajajo še drugi. V teh novih dokumentih iz 2015 je bilo stalno pri vsakem izpostavljanju pač te obveznosti mednarodne zaščite, je bilo vedno zapisano osebe, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito. Se pravi, to avtomatsko implicira, da seveda so pa zraven tudi osebe, ki pa ne toliko nedvomno potrebujejo to zaščito in zdaj moramo najprej ločiti to, kjer je zdaj res nedvomno, pa kjer ima manj nedvomno, pol in bomo pa seveda pomagali tistim, ki to res rabijo. Se pravi, in takšno razumevanje in taki termini na to pa upravičujejo ukrepe vedno strožjega nadzora, ki se vpeljujejo na primer s tem, da pač dejansko lahko ugotovimo, kdo zdaj res nedvomno potrebuje pomoč, so bili vpeljani ukrepi jemanja prstnih odtisov prosilcem za azil, vedno bolj podrobne elektronskih baz podatkov, sledljivosti teh ljudi in tako naprej. Neki ukrepi, ki bi bili drugače popolnoma represivni, so pa pač na ta način upravičeni z diskurzom neke humanosti in liberalnosti, da seveda hočemo čim bolj pomagati tistim, ki res to potrebujejo, ampak zato moramo pa pač strožje ukrepe nadzora sprejeti najprej, da bomo potem pomagali tistim, ki pač si to zaslužijo. S tem je povezan tudi širši premik od varovanja k reševanju, ki nekako opisuje ta premik iz sekuritarnega v humanitarni diskurs.
Ta humanitarni diskurs, da moramo pomagati ljudem na begu, vedno bolj so izpostavljeni pojmi, kot so humanitarne katastrofe, tragedije v Sredozemlju, reševanje življenj na morju. Prav dokumenti vedno bolj izpostavljajo pač tudi te stvari. Ampak ukrepi, ki so potem navedeni pod temi naslovi, so pa še vedno zgolj dosledna politika vračanja in učinkovito obravnavanje nezakonitih migracij. Se pravi, gre spet za ukrepe sekuritizacije Evropske unije, ukrepe zapiranja, militarizacije mej in tako naprej, kar spet vodi v krepitev nekega občutka ogroženosti Evropske unije. In ta humanitarni diskurs je torej uporabljen zgolj kot neko novo sredstvo legitimacije mejnih nadzorov in preprečevanja nezakonite imigracije v Evropsko unijo. Poleg tega je vedno tudi jasno opozorjeno, da naprimer pri teh tveganih prečkanjih Sredozemskega morja, kot je naprimer zapisano v dokumentih, da gre pri tem za poskuse nezakonitega vstopa v Evropsko unijo. In s tem so ta življenja na morju pač razumljena avtomatsko razumljena kot pač neki nezakoniti migranti, kar spet vzpostavlja na eni strani sliko neke dobronamerne Evropske unije, ki kljub temu, da pač te nezakoniti migranti poskušajo izkoriščati te možnosti, da pridejo pač na naše meje, vseeno se jim mi trudimo pomagati, a ne, oni so pa tisti izkoriščevalski, kriminalni drugi, ki bodo pač izkoristili nekako to našo pomoč in dobronamernost. V tem smislu je naprimer tudi povečanje sredstev agenciji Frontex, tej agenciji, ki skrbi za nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije, je bila recimo odobreno povečanje sredstev prav pod upravičilom, da bodo zdaj mogli še reševati življenja na morju. Čeprav konkretni ukrepi Frontexa so pa potem zajemali zgolj pač popis migrantov in njihovo čim bolj dosledno vračanje, odvzem prtnih odtisov in tako naprej. Se pravi, cilj vseh teh ukrepov, ki čeprav se kažejo kot neke humanitarna dejanja reševanja, ni neka solidarna pomoč drugim, ampak ohranjanje reda in varnosti v Evropski skupnosti. Podobno je v zadnjem času veliko govora o teh tihotapskih mrežah tihotapcev, ki pač poskušajo, pač kujejo velike dobičke na tem, da poskušajo nekatere ljudi spraviti v Evropsko unijo. In tudi v dokumentih je to velikokrat omenjeno in kot eden glavnih ukrepov na tem področju je potem uničevanje ladij tihotapcev. To je spet kot nek humanitaren ukrep, da s tem, ko bomo pa uničili te ladje, bodo pa nezakoniti migranti in bomo pa s tem na nek način pomagali. Ne pomagamo tako, da odpiramo neke možnosti zakonite migracije in pač že od začetka pač poskušamo omogočati ljudem, da pridejo na zakonit način, ampak se spet osredotočajo na tihotapce, na uničevanje teh ladij, se pravi na nek nadzor enega segmenta, ki v bistvu ni povezan z migranti. In je to predstavljeno kot nek humanitarni ukrep. Nazadnje sem izpostavila še ta diskurzivni premik, in sicer od zunanjega terorizma k radikalizaciji navznoter. Se pravi, s tem sem hotela povedati, da se v bistvu grožnja varnosti Evropske unije na nek način prek dokumentov predstavlja navznoter, ni zgolj več samo, ne bi bila več samo od zunaj, grozila od zunaj, ampak ne bi se predstavljala tudi znotraj Evropske unije, ampak predstavljajo pa še vedno tisti drugi, tisti, ki so kulturno drugačni, neki pripadniki priseljenskih skupnosti. Zdaj, terorizem je bil v vseh analiziranih dokumentih od 80-ih naprej v celem tem obdobju pač povezan s pojavom migracij, ampak je bil primarno razumljen kot zunanji pojav, ki se ne razvija v Evropski uniji, ampak je v Evropsko unijo izključno uvožen od zunaj. In lahko vstopi v Evropsko unijo prav zaradi pač preveč poroznih mej. Zdaj, novejši dokumenti temu terorizmu, ki naj bi prihajal od zunaj, dodajajo še notranjo radikalizacijo skupin, ki so kulturno različne. Uporabljati začenjajo termin tuji bojevniki,
kjer naj bi šlo za pripadnike priseljenskih skupnosti v Evropi, ki so morda že tudi državljani Evropske unije, se pravi že potomci nekih priseljencev, ampak naj bi še vedno imeli močnejše vezi s konfliktnimi in vojnimi območji v evropski soseščini, zaradi česar jim je a priori pripisana neka večja kriminalnost in ekstremne dejanja. S tem, da dokumenti izpostavljajo, da so tudi te tuji bojevniki v narekovaju že zakoniti prebivalci Evropske unije, v bistvu celoten pojav priseljevanja spet implicitno povežejo cel proces priseljevanja, se pravi tudi zakonito priseljevanje ne postane inherentno nevarno, zato ker enkrat smo jih pustili noter, zdaj pa vidimo, kaj se spet pa dejansko dogaja. Če zdaj pogledam širše, vsi te diskurzivni premiki, ki sem jih omenila, torej ne spreminjajo neke hierarhije temeljnih vrednot. Dodani sta bili tekom let pač tematiki utilitarnosti in humanitarnosti, ampak še vedno ostajata pač podrejeni tem sekuritarnim vidikom. Prav tako se še vedno ohranja neka temeljna dihotomija evropske politike do migracij, to je ta dihotomija znotraj-zunaj, kjer pač to polje znotraj predstavlja Evropska unija kot nek prostor vrednot, kot so svoboda, pravičnost, varnost, humanost, medtem ko naj bi to polje zunaj, odkoder prihajajo vse te nevarnosti in grožnje, je pa označeno z nekimi kršitvami, zlorabami, kriminalom in ta ločnica se pač ohranja skozi vsa ta leta, skozi vse te dokumente. Zdaj, zakaj je to pomembno? Ohranjanje varnosti kot neke temeljne vrednote migracijske politike pač vodi v nadaljnjo krepitev trdnjave Evrope, v krepitev mej, krepitev mejnega nadzora in na drugi strani k krepitvi nekega občutka strahu in ogroženosti med prebivalci. Ta diskurs o ogroženosti, ki spremlja tako ta nov diskurs o koristnosti kot o humanitarnosti, je kot olje na ogenj pač razrast tudi skrajnih skupin in strank po Evropi, ki pridobivajo pač na politični in medijski vidnosti prav prek izrabljanja migracij in izpostavljanja pač teh varnostnih vidikov, se pravi migracij kot problema, migracij kot varnostne grožnje, ki naj bi pač ogrožali evropsko kulturo in vrednote. Zdaj, evropske institucije na to ne ponujajo nekih odločnega zagovora, nekih vrednot, nekega medkulturnega sobivanja, ampak svojim molkom zgolj pač prispevajo k normalizaciji pač tega rasističnega diskurza. Migranti pa ostajajo pač nepripadniki na marginah, marginalizirani drugi, tisti zunaj, ki jim sicer deklarativno želimo pomagati, samo dokler pač ostajajo daleč stran od evropskega ozemlja, ko pridejo pa preblizu, pa pač to dobronamerno pomoč nekako zamenja strah, ogroženost. Zdaj, pomembno je, kako spremeniti ta pogled na migracije, kako odpirati pač prostore drugačnim razumevanjem migracij, ki so bile tekom zgodovine že večkrat tudi so različne družbe tekom zgodovine pač migracije različno dojemale, se pravi, ni edina možnost razumeti migracijo kot ključen problem. In pa kako pač zaznavati to represijo skozi te nove dikcije, ki, kot rečeno, se pač na nek način mehčajo, ampak na drugi strani odpirajo pač prostor istim represivnim ukrepom še naprej. Politični dokumenti torej še vedno pač ustvarjajo strah pred migranti in javnost je na podlagi tega večinoma odklonilna do sprejema in pomoči migrantov. Ampak pomembno se je zavedati, in to sem nekako hotela pač tudi s to analizo pokazati, da ta sovražnost ni posledica nekega stanja na terenu oziroma neke resnih situacij na terenu v posameznih državah članicah, ampak da je posledica ustvarjanja strahu od zgoraj prav prek teh mehanizmov, ki sem jih v knjigi analizirala.
Jaz bi sam na kratko, v bistvu moj prispevek, zakaj se mi zdi ta publikacija v bistvu izjemnega pomena. Gre, mislim, da za odlično sociološko analizo migracijskih politik. Hkrati se mi zdi pomembno, da Tjaša naredi tudi v bistvu nek historiat, skratka migracijske politike niso od danes. Analizira v bistvu zadnjih 30 let, kako je nekako Evropska unija, ki je primarno migracije, kot je bilo že rečeno, že od samega začetka gledala zelo kot varnostni problem in hkrati kot neko ekonomsko priložnost. Skratka, imamo analizo, ki mislim, da na podlagi kjere je precej lažje, mislim, da tudi razumeti politični diskurs, ki gre zelo pogosto v slovenskem, pa tudi nasploh v evropskem prostoru, tudi skupaj z medijskim diskurzom. Zdaj, analiza, v bistvu, kot je bilo že rečeno, se posveča obravnavi ključnih dokumentov. Gre za, mislim, da nek izvirni pristop tudi k tej diskurzivni obravnavi dokumentov, od Maastrichtske pogodbe, Haškega programa, do, kot si omenila, novejše agende o migracijah iz leta 2015. Osrednja raziskovalna pozornost, kot sem jo jaz razbrala, ki te je nekako gnala pri tej analizi, je bilo ugotavljanje, ali oziroma kako ti temeljni dokumenti skozi teh 30 let odpirajo prostor za razumevanje migracije ali pa ga legitimizirajo prostor za razumevanje migracije primarno kot varnostnega problema oziroma kot problema, ki je proevropski, ki je represiven, ki je ogrožujoč. In tukaj bi omenila kot odliko knjige tudi to, da ne gre samo za analizo, ki jo je Tjaša zelo podrobno pokazala, se pravi za analizo dokumentov in diskurzivne premike v njih, ampak da se loteva tudi kritične obravnave, mislim, da je ta zelo pomembna, kritičen pristop, ki ga zavzame pri obravnavi nekaterih ključnih pojmov, kot so migracije, kot je pojem meje, pojem mobilnosti in nasprotje med njim, o tem si nekaj govorila, pojem varnosti, ki jih evalvira, skratka vse te pojme nekako evalvira torej zlasti z referenco na kritično literature, tudi naštudira novejšo literaturo, ki se recimo spogleduje z avtonomijo migracije, se pravi z literaturo, ki poskuša tudi konceptualno in teoretsko narediti nek protipol tej samoumevnosti razumevanja migracije kot problema. Zdaj, v ospredju je teza, oziroma preverja tezo, ki jo je leta 2001, če se spomnite, to je bil čas, ko so v Slovenijo migrirali migranti iz Afrike, Južne Amerike, Azije, to je bilo obdobje tako imenovanega centra za odstranjevanje, tega famoznega za odstranjevanje tujcev v Šiški. Torej, kot v tem letu je francoski filozof Etienne Balibar postavil tezo o evropskem apartheidu in nekako je to tvoja neka vodilna misel skozi knjigo, namreč ugotavljanje, kako se je evropska migracijska politika vzpostavljala kot politika apartheida, kot politika izključevanja, kot politika nekega novega neokolonializma. In to počne torej Tjaša na način diskurzivne analize dokumentov skozi čas, analizira terminologijo, ugotavlja, kakšni so prevladujoči diskurzi in, kar se mi zdi še posebej relevantno za analizo današnjega časa, ugotavlja, kakšni so in kaj pomenijo novejši premiki v domnevno, kot si sama rekla, v domnevno bolj liberalne, bolj spravljive, z strpnostjo in multikulturnostjo povezano retoriko, ki pa v bistvu postaja krinka, nekako lahko rečemo, za legitimizacijo teh istih restriktivnih praks, ki pa, mislim,
če dovoliš, bi tukaj dodala, da se ta restriktivnost, lahko jo vidimo tudi kot restriktivnost, ki se tudi stopnjuje. Ne? Če pogledamo slovenski zakon o tujcih, recimo sprejet v začetku letošnjega leta, ne, je primer, se mi zdi, take politike, ki jo opisuješ. Ne? Se pravi, kako znotraj diskurza, ne, recimo mu tudi leporečje, ne, o spoštovanju, humanitarizmu, solidarnosti, ne, kako so ti pojmi, ti koncepti, recimo, ne, ki so zgodovinsko povezani z načeli pravičnosti, načeli enakosti, recimo, ne, na nek način zlorabljeni za perpetuiranje politik represive, ne, ki dobivajo, torej kot rečeno, neke nove obraze. Knjiga zelo dobro pokaže, kako je bila pot, to se mi zdi tudi ključno izpostaviti, kako je bila pot za postavljanje žic, za postavljanje zidov na mejah v kontekstu Evrope, tlakovana že v 80-ih letih. Ne. Skratka, ne gre za nek nov pojav, nad katerim se gre zdaj čuditi, ne, ampak tukaj se mi zdaj zelo dobro narediš to analizo, ne, ta historiat, kako je ta eksternalizacija meje, ta krepitev nadzora na zunanji meji, se v bistvu začela že v 80-ih, skupaj s tako imenovanim projektom evropskega povezovanja. Ne. Skratka, evropsko povezovanje navznoter je sočasno vedno potekalo z ograjevanjem navzven. Ne. Gre za v bistvu drugi obraz iste paradigme. Ne. In zato lahko vidimo zdaj, in to so kritične študije, ki jih tudi citiraš, ne, z področja migracij, detektirale že v 90-ih, ampak so bile nekako marginalizirane, ne, da je evforija o skupnem evropskem projektu kot o brezmejnem evropskem prostoru, ne, kot o nekem brezmejnem, čezmejnem povezovanju, bila bore malo kaj drugega kot projekt res neke evforije. Ne. Torej, redki, ki so na to opozarjali, ne, v 90-ih, recimo, če se spomnite v času vstopa novih članic, zlasti Srednje in Vzhodne Evrope, kot članic Evropske unije, ne, so ta evforičen evropski projekt povezovanja, brisanja meja znotraj evropskega prostora, kritizirali zlasti na točki tega, da je zelo ekonomičen, ekonomski projekt, ekonomističen projekt, ki je že od 80-ih naprej prost pretok ljudi podrejal imperativu prostega pretoka blaga. Ne. To je bilo vedno, skratka, ni šlo primarno za pravico migriranja, za pravico v bistvu prehajanja mej, za pravico do gibanja kot eno od osnovnih temeljnih človekovih pravic, ampak vidimo, da je evropski projekt to pravico, ne, podrejal, kot si omenjala, nekim politikam in nekemu diskurzu koristnosti, ekonomskega napredka, ki je merjen torej, kot seveda nek gospodarski napredek. Ne, tukaj trčimo seveda, tukaj migracija trči ob imperativ kapitalistične družbe. Ne. Zdaj, kritike tovrstnega evropskega projekta, ne, oziroma tovrstne kritike, ki so prihajale z področja študij migracij, z področja študij mej, kritičnih študij mej, ali pa tudi z področja nacionalizma, so bile dolgo, bom rekla, spregledane ali pa marginalizirane in jih Tjaša nekako postavi v središče tega, kako se je smiselno lotevati evropske migracijske politike. Ne. Namreč ravno z obrobja, ne, in da se za te politike zdi, kot da nas ne zadevajo. Ne. Gre za v bistvu neke dost marginalne politike do leta 2015, ne, do tako imenovane begunske krize, bom rekla, migracijska politika ni bila nekako ena pomembnejših evropskih politik. Ne. Medtem ko ta analiza, ki je pred nami, ne, se mi zdi, da pokaže ravno to, ne, kako je potrebno ravno analize, ki prihajajo z obrobja, o temah, za katere se dokler ne pride do nekih kriz, ne, zdi, da nas te teme ne zadevajo, ne, zadevajo tiste migrante, tiste druge tam daleč stran, ne,
kako so to vrstne analize, in ta knjiga je dober dokaz tega, najboljši prikaz problemov z Evropo. Skratka, migracijske politike velja videti kot lakmusov test za Evropo. Migracije niso zgolj eno od področij, ki naj ga Evropska unija uredi na tak ali drugačen način, na bolj human način. Mislim, da velja tezo postaviti nasprotno. Namreč, šele ko bo Evropska unija radikalno spremenila migracijsko politiko, šele takrat bo imela možnost, da se pokaže za nek možen projekt humanega, z enakostjo, recimo z načeli enakosti, povezane ideje o sobivanju. In Tjašina analiza v sklepnem delu mora žal pokazati, da so trenutna pričakovanja takšnih sprememb, torej takšnega obrata, preveč optimistična, da bi bila preveč optimistična. Analiza v knjigi pokaže na en pomemben sklep, ki se mi zdi ga vredno izpostaviti, namreč, da je torej povezovanje navznoter v Evropski uniji že od vsega začetka, torej sočasno potekalo z ograjevanjem navzven in pokaže, kako se je ta dialektika ne samo reproducirala, ampak kako se je na nek način stopnjevala. In kako je, se mi zdi, da fino pokažeš na te različne vrhove. V 90-ih je bil ta vrh, recimo šengenski sporazum. Schengen v mileniju so bili tudi, kar si že omenil, številni vrhovi Evropskega sveta. Vrh v Tampereju, v Sevilji, Solunu in zlasti v Hagu leta 2004, v času priključitve novih 10 članic Evropske unije, ko se je, takrat se pa res začne stopnjevati tudi fizično, ne samo v dokumentih, ampak se začne stopnjevati tudi fizično ograjevanje in utrjevanje mejnega režima pod krinko imperativa, ki si ga tudi omenjala, preprečevanja ilegalnih migracij. Se mi zdi, da se v mileniju, torej z širitvijo Evropske unije, ta imperativ še stopnjuje. Torej, zato, da bomo zagotavljali legalno migracijo, torej tisto želeno migracijo, ki, kot si povedala, je bila zelo hitro nekako interpelirana v ta diskurs ekonomizma, se pravi, želena migracija je tista migracija, od katere imamo neko korist. Kako je hkrati potekala torej z imperativom, da je potrebno preprečevati ilegalno migracijo. Se pravi, legalno bomo in želeno bomo dosegli zgolj takrat, ko bomo ilegalno, neželeno v bistvu zaustavljali. Ločevanje dobrega semena od slabega semena. In to se mi zdi, da analiza teh 11 dokumentov, ki so naredila, v bistvu pokaže na stopnjevanje te retorike, tega diskurza. V zadnjem desetletju pa je ta eden od teh vrhuncev v ideologiji varnosti, v sekuritizaciji, v imenu katere se politike zaostrujejo, v imenu katere so se meje znotraj Evropske unije brisale in v imenu katere se meje znotraj Evropske unije, spomnimo samo recimo na mejo med Slovenijo in Avstrijo, ne nazadnje tudi na novo vzpostavljajo. In pripeljale so seveda tudi do manifestacije ali pa do nekako stopnjevanja fizičnega ograjevanja, ki ga imamo v Sloveniji s to famozno žico na južni meji. Kar v knjigi tudi pritegne pozornost, poleg analize dokumentov, kar se mi zdi, kar bi rada še izpostavila, je obravnava nekaterih strategij evropske migracijske politike, ti si jih izpostavljali kot diskurzivne strategije, lahko jih pa obravnavamo tudi kot v bistvu neke diskurzivne, ampak hkrati kot tudi neke neki materialni mehanizmi udejanjanja teh diskurzivnih praks.
Ena je, jaz bi jih izpostavila nekaj, ki se mi zdijo ključne v zadnji in ki ključno definirajo aktualno migracijsko politiko. Prve so recimo strategije krepitve nadzora. Omenila sem že, se pravi, fizične meje, krepitev fizičnih mej in hkrati krepitev elektronskih mej, ali pa lahko jim rečemo nadgradnja ali pa dograjevanje sofisticiranega informacijskega sistema. O tem to tudi analiziraš, kako ima Evropska unija, kako je veliko vlagala. Med drugim so analize tudi pokazale, koliko finančnih sredstev je bilo recimo vloženo v izgradnjo teh informacijskih sistemov. Bom rekla, mislim, tukaj se tudi kaže nek cinizem te migracijske politike, ki vlaga zelo veliko finančnih sredstev, zelo veliko napora, zelo veliko strategij, politik v preprečevanje. Nimamo pa praktično nič ali pa bore malo na točki legalizacije migracij. Skratka, Europol, Eurosur, Eurodac, VIS, mislim, da so te ključne, ki jih tudi ti omenjaš. V zadnjih desetletjih, kako se je v bistvu ta nadzor, informacijski nadzor krepil. Torej, krepitev nadzora, torej ne samo diskurzivna, ampak vidimo tudi seveda oziroma politika v praksi. Drugo, kar se mi zdi, da pomembno pokaže na nek novi obraz te, kot praviš, neke kvazi bolj liberalne evropske politike, za katero se pa ne skriva dejansko ta liberalnost, ampak bom rekla neki novi obrazi te represivnosti. Drugo je fenomen eksternalizacije, ki ga lahko povežemo z nekimi neokolonialnimi prijemi, ki se jih Evropska unija poslužuje v zadnjih 10 letih bolj in bolj pogosto. Namreč, ti si omenila nekaj teh sporazumov s tako imenovanimi tretjimi državami, državami, iz katerih migranti prihajajo. Izpostaviti gre mogoče aktualni sporazum Evropske unije s Turčijo, kot samo enega od teh sporazumov. In tukaj, Tjaša, mislim, da tudi omenjaš, kako gre kako v bistvu ta fenomen eksternalizacije, se pravi, ne bomo se ukvarjali z migracijami tukaj, ko pa lahko problem postavimo v države, v tako imenovane države izvora, kako tukaj Evropska unija nekako prevzema to neokolonialistično pozicijo rulemakerja, tukaj govoriš, medtem in postavlja v bistvu države tako imenovanega tretjega sveta v rule-taker pozicijo. Skratka, tukaj je nek svet modrecev, ki v bistvu ve, kako je treba z migracijami upravljati in kako na nek način državam izvora nalaga te ukrepe, vključno z recimo grajenjem centrov za tujce, ki se zdaj v zadnjih 10 letih pospešeno gradijo ne samo znotraj meja, ampak na zunanjih mejah Evropske unije. Tretja je politika ilegalizacije, ki jo je, mislim, da vredno izpostaviti. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da se tukaj pokaže, kako postaja ilegalizacija, kako postajajo nezakoniti statusi dejansko praksa uzakonjenja, praksa legalizacije v Evropski uniji. Skratka, nekaj, kar je nezakonito, skupaj z politikami, z zakonodajo, Evropska unija v bistvu uzakonja. Z drugimi besedami, uzakonja prekarne statuse, uzakonja v bistvu politike izgona, pregona, ki, kot tudi pokažeš, v določenih točkah jih lahko problematiziramo, lahko tudi kot rasistične politike, bom rekla, ali pa kot politike nasilja, kot nasilne
nasilne politike. Torej, ne gre samo za diskurzivne strategije, ampak dejansko tudi za neko stopnjevanje elementov nasilja v migracijskih politikah, ki pa in ti elementi nasilja in te strategije nasilja se skozi te dokumente v bistvu uzakonijo. Tukaj omenjaš kritično teorijo Degenove, ki pokaže, kako ilegalizacija ni samo mehanizem izključevanja, se pravi, pri ilegalizaciji ne gre samo za politike izgona, za politike eksternalizacije, za politike odvračanja ali pa vračanja neželenih migrantov, ampak gre hkrati tudi za politike selektivnega vključevanja. Koga bomo pripustili, da te politike potekajo zelo premišljeno, zelo ekonomistično, zelo na načelih neke koristnosti, koristoljubja in podobno. Kako se skozi te politike dejansko uzakonja, lahko rečemo, neenakost. Zadnji mehanizem, zadnja politika, ki bi jo izpostavlja, pa je politika krimigracije, ki se stopnjuje spet v zadnjem desetletju. Gre pa za konvergenco migracijskega prava, tukaj bi mogoče rada dodala kritiki politik, kot policy, tudi kritiko prava. Namreč, kako v bistvu pride do konvergence migracijskega prava in kazenskega prava in kako ne poteka skozi krimigracijo samo kriminalizacija, samo prakse izgona in preprečevanja, ampak hkrati torej prakse selektivnega vključevanja. In kako pravo, na katerega se Evropska unija tako rada sklicuje, je lahko tukaj zelo rabljeno, lahko rečemo, kot za to, da se uzakoni izgon. In se mi zdi, da je tukaj zakon o tujcih slovenski zelo dober primer tega. Kako dejansko uporabiti pravne mehanizme za uzakonjanje politik, ki, kot je bilo ugotovljeno za recimo slovenski zakon o tujcih, predstavljajo na več točkah kršitve konvencije o človekovih pravicah, konvencije o zaščiti, o mednarodni zaščiti, o begunstvu in podobno. Zdaj za sklep bi mogoče samo še to izpostavila, da Tjaša, kot je sama rekla, ugotavlja, da se v zadnjem obdobju v dokumentih pokaže nek prehod v diskurs iz razumevanja migracij, iz nekega polja restriktivnosti v polje vrednot, liberalizma, humanosti, solidarnosti in agenda o migracijah iz leta 2015. Ta zadnji pomembnejši dokument, to se mi zdi, da res najlepše pokaže. Ta labodi spev, te bom rekla, zlorabe, bom rekla, nekih pojmov, ki so bili zgodovinsko in konceptualno in teoretsko tematizirani, hkrati so tudi v praksi to neki pojmi, kot so enakost, pravičnost, ki so bili izborjeni tudi z boji. Kako se na nek način v imenu teh konceptov, teh pojmov intenzivirajo represivni ukrepi. Toliko zdaj z moje strani, kot rečeno, zelo pomembna in dobrodošla sociološka, tudi historična, lahko rečemo tudi analiza politik, je tudi velik del knjige posvečen temu, torej analizi aktualnih in preteklih migracijskih politik, ki nam pomagajo razumeti perpetuiranje izključevanja, tudi v neki historični perspektivi. Toliko. Mogoče to z najne strani za enkrat, pa ne se pohvali, če imate mogoče kakšno vprašanje, komentar, vaš pogled. Mojca je, hvala, lepo dopolnila to, kar sem jaz predstavila, v bistvu knjiga
dejansko na vseh teh točkah, pač na vsaki točki tudi, ki si jo ti izpostavila, bi lahko zdaj še 20 minut komentirali, tako da toliko časa nimamo. Ampak ja, ta zadnja pač agenda o migracijah je res prva stran, ko začneš brati, prva stran tako, wow, zdaj pa razumejo, to nekam pa gremo, premik se bo zgodil, super, zelo pač razumevanje kompleksnosti migracije, razumemo, zakaj je to, da so različni dejavniki, da gre za neke posebne zgodbe zadaj, različne življenjske okoliščine, da ne moramo več ostati na nekih push-pull dejavnikih. Mislim, prepoznavanje vseh modernih premikov teorij na polju migracijskih študij, ampak pol je pa druga stran, pa je kako, to pa zdaj isto, ker smo že brali, tako da dejansko že na drugi strani pač povozijo samo z kazalom ukrepov vse pač lepe besede, s katerimi se začne. Mislim, da jih povozijo, mislim, da nekako spreminjajo pomen in s tem nekako se zamegljuje to, kar dejansko ta zakon, recimo konkretno zakon o tujcih, ne samo slovenski, ampak tudi se recimo širom Evropi zdaj podobni sprejemajo. Ko bereš od agende, ki si omenjala, ali pa novih zakonov o tujcih, tudi to leporečje, v bistvu, za to, da bomo zaščitili evropske vrednote, moramo na nek način Evropo obraniti pred udori. Tako da, ja. Ta strah, se mi zdi težava, da je ta ogroženost in ta podmena že toliko prepletena pač z našim razumevanjem migracij, da dejansko že medtem, ko sami razmišljamo, kaj se pa da narediti, pa kako to obrniti, imamo že sami težave, sploh razumeti, koliko zelo je treba pač iti, sploh stran iz tega polja, da so migracije pač grožnje. Mislim, dokler se mi zdi samo odgovarjamo pač na neke strahove in poskušamo pomiriti ljudi, pa se ni tako grozen, pa se ne bojo vsi zdaj radikalni, ampak pač, še vedno ostajamo na nekem parketu razumevanja pač migracij kot nečesa, kar nas ogroža in se mi zdi, da na tem parketu sploh ne moramo zmagati. Mislim, ko je enkrat tak strah težko s nekim racionalnim argumentom, pa številkami, pa s tem, da se v bistvu še nobenemu od nas ni nič hudega zgodilo zaradi tega, težko sploh kogarkoli prepričamo in spremenimo neko to prevladujoče javno mnenje strahu in tako. Se mi zdi, da moramo res najti prav neko novo polje, kako sploh v temelju razumemo pač migracije. Ti si delala v zadnjem času tudi analizo medijskih reprezentacij. Zdaj sem v začetku to izpostavila, da dejansko to, kar si naredila, analizira političen diskurs, ki pa je zelo pogosto poteka paralelno z drugimi tipi javnega diskurza in dejansko analize pokažejo, da medijski diskurs, da lahko tukaj govorimo o neki vrsti medijsko-političnega paralelizma, ko se ta diskurs skozi medije in seveda skozi medije na nek način reproducira. Vzrokov je tukaj zelo velik, tudi pogledamo stanje medijev, stanje novinarstva, recimo, ki nekako tudi prispeva k temu, da je vse manj izobraževanja za to, da se specializiraš za neko temo, vse več je boja, tekmovalnosti, zagledanost. Umika se nek poročevalski tip novinarstva nekemu komentatorskemu z razsojanjem, nek tip novinarstva, ki razsoja, ki premišlja, ki kritično premišlja. Tega, to je v bistvu zelo pomembno za neko javno razpravo. Tako da tudi z tega vidika vidimo, da je javni diskurs kar precej monopoliziran. Nočem zdaj delati tudi krivice, seveda imamo posamezne, tudi uredniške politike, posamezne novinarje, če govorimo
o medijih, ne, ki so angažirani, ki pač postavljajo, ne, zrcalo politiki, ne, ampak so tudi ti glasovi, kot tudi strani raziskovalcev, ne, pogosto naletijo na gluha ušesa, oziroma kot si sama rekla, ne, se pogosto počutiš, da si skozi v tej poziciji, da moraš se nekaj zagovarjati, ne, da nekako se oži ta prostor, ko je neka kritika sploh še legitimna, ne, ko je neka taka kritika sploh še legitimna, sploh še vzeta v bistvu kot neka relevantna kritika, ki bi mogla, ne, nas ustaviti, premisliti, ne, kaj se tukaj dogaja, kaj se tukaj gremo in na kakšen način v bistvu iskati alternative. Ne. Pa bi mogoče na tej točki, no, ker je tudi Jasna, ki danes ni mogla priti, ki je želela moderirati to razpravo, v bistvu hotela tudi odpreti to polje nekih alternativ. Ne. Kaj se tebi zdi, ne, v bistvu v knjigi na koncu, tudi nekako malo nakažeš tudi v to smer, ne. Kaj so v bistvu tiste neke alternativne strategije ali pa kako v bistvu obravnavati politiko, oziroma kako se temu na nek način tudi zoperstavljati. Mislim, tako kot smo videli, ne, v primeru Slovenije ob tej begunski krizi, ne, tako imenovani, so v bistvu na nek način pač ljudje od spodaj, neka civilna družba, nevladne organizacije popolnoma, prehitele nadvladale politiko, ne. Se pravi, na terenu so bili ogromno primerov pač pomoči, humanitarnosti, sprejemanja priseljencev in tako naprej, medtem ko ta strah, ne, se je primarno začel širiti od zgoraj navzdol, ne, se pravi, politično. Zdaj, težko je pač enim, tudi če se postavimo pač v neko vlogo, ko mene babica kliče, ne, ja, to zdaj Tjaša res to grozen, če pa prav premier, da je treba ograjo dati, ne, se razumeš ljudi, da so potem prestrašeni, ne. Ampak se mi zdi, da trenutno so pač najbolj pomembne neke te iniciative od spodaj, neke skupine, nevladne organizacije, humanitarne organizacije, ki so pač odpirale prostor tej humanitarnosti, pomoči in pač opozarjale na neko drugo razumevanje pač migracij. Zdaj, brala sem nedolgo tega, da so se v Nemčiji vzpostavile neke skupine podjetnikov tokrat, ki hočejo pač omogočati seveda pač določenim skupinam priseljencev, ampak spodbuditi pač neko integracijo na način, da jim ponujajo pač neke prakse in tako se pravi. V Kanadi so bili neki primeri, ne, ko so zbirali, tam je prav uzakonjeno, da pač ljudje lahko zberejo, se povežejo neke iniciative in zberejo neke denarje, da potem omogočijo integracijo in imigracijo pač določenemu številu ljudi. Tako da zaenkrat se zdi, kot da v bistvu od spodaj nekje v družbi so neki otoki, zametki nekega upanja, drugačnega razumevanja, sprejemanja migracij, medtem ko politična raven je pa zelo pač v strahu in ni iz nobene strani, politične, ne leve, desne, srednje, zgornje, spodnje, pač ni nobenega, niti žarka upanja, da bi se to v kratkem spremenilo. Kakšne so tvoje izkušnje? Ja, ne, nekako, to, kar nam pokažeš tudi v tej analizi, nekako obstaja seveda, se ti zdi, ko prebiraš vse te dokumente, ne, da si rešitve se zdijo, na nek način zelo preproste, ne, pravica do gibanja kot ena od osnovnih človekovih pravic, ne, skratka, zakaj imamo tak problem kot družba, ne, s to pravico, ne, in zakaj na nek način rešitve, ki se zdijo
če že ne samo zdaj nekako teoretsko, konceptualno znotraj študij migracij, ampak tudi tako zdravorazumske, kot so recimo politika legalizacije migracij. Zakaj se to zdi tako utopično? In namreč to, da se politična moč, finančna moč, ki jo Evropska unija zdaj zelo, kot pokažeš, vlaga v represivnost, v dojemanje migracij kot grožnje, zakaj nimamo oziroma na kakšen način obrniti to paradigmo in legalizirati migracije. Skratka, odpreti oziroma obrniti perspektivo, odpirati legalne poti za to, da ne boš imel ilegalnih. To, kar si preomenila s tihotapci, se mi zdi ena zelo fina strategija odvračanja od odgovornosti za politiko, ki si jo ustvaril, za politiko zunanjih mej, za politiko krepitve mejnega nadzora, namesto da bi pogledal učinke in evalviral negativne učinke te politike, rečeš, tihotapci so krivi. Dajmo iti na tihotapske mreže, razbijemo tihotapske mreže in potem ne bomo imeli več problema. Tako da te rešitve, pravim, torej legalizacija, odpiranje varnih poti, kar recimo je balkanska pot na nek način, v vsej svoji tudi problematičnosti in stanju izrednih razmer in tako naprej, je imela te neke elemente, te legalnosti, legalizacije v bistvu, premikanja, pravice do gibanja na nek način. Tako da, eno je premislek na ravni politik, drugo pa tudi se mi zdi na ravni teorije, kar mene recimo tudi pri nekaterih, bi si mislil, progresivnih študijah z področja migracij, da se tovrstne ideje, torej ideje o legalizaciji, ideje o konceptu recimo odprte meje, da se zelo hitro kritično obravnavajo kot utopične. Utopija kot nekaj negativnega, ne kot nekaj naivnega. Skratka, niso to prave ideje, vendarle živimo v svetu mej, to pač tako je, moramo, ampak kot si sama povedala, nimamo niti skozi zgodovino, nimamo tega argumenta, da bi kaj takega potrdili. Potni listi so novejša iznajdba, mimogrede. Skratka, bi rekla, se mi zdi, da je treba tudi neko teoretsko drznost tukaj pokazati in se igrati s temi utopijami, skratka. Ustrajati, če rečemo, zbadjuje mogoče, ustrajati v tej točki nemožnega, nemogočega, zato, da se bo v prihodnost ta točka mogoče pokazala in dejansko tudi realizirala. Tako da mene recimo v teh nekih debatah v zadnjih letih tudi kot reakcija na tako imenovano begunsko krizo strani nekaterih levih intelektualcev zmotil ta pragmatizem v smislu, da pač to, kar si rekel, ta civilna družba preveč utopično deluje, open the borders, mislim, to niso pa, jih ne moreš jemati resno. Tako da jaz bi pa bila kritična tudi do tega teoretskega, bom rekla, nekega pragmatizma tudi na tej točki. In mislim, da je treba ustrajati v tej točki nemožnega. Jaz s tem očitkom mislim, to je ponavadi pač prvi očitek na doktorat, na knjigo, na vse. Vse je super, ampak kaj boš meje odprla? Ja, zakaj pa ne? Dobro, potem se zaključimo formalni del, da nadaljujemo neformalni.